lahko rečem, da se mi zdi posebna umetnost in Luka Mesec je večkrat že dokazal, da kot minister recimo zamudiš vse možne zakonske roke, da bi ukrepal takrat, ko je to še znotraj tvojih pooblastil in poskušal preprečiti likvidacijo podjetja, ne? Potem pa, ko je že vsega konec, se vrneš kot veliki rešitelj in reče, zdaj bom pa to izpodbijal. Dobesedno mu ni bilo mar zelo dolgo za to, kar se v Škofja Loki dogaja, ne? Potem je morda ugotovil, da tudi od tam prihaja, tam neki železniki Škofja Loka, da bi morda bilo tudi zaradi baze na naslednjih volitvah pametno kaj o tem reči. Kdo je SDH-ju in Žigi Debeljaku, spet izbrancu Svobode na mestu državnega holdinga, predlagal naj likvidira to podjetje zaradi nekaj 10.000 evrov pač minusa, ki ni bil pokrit, ne? In to je, ne, se ime ne bo povedalo nič, ampak družba PS Capital Dejana Mikoliča, ki ima zanimivo, čisto gotovo slučajno, sedež na istem naslovu v Ljubljani, kot ga ima tudi Gibanje Svoboda in, kot smo brali danes zjutraj, kjer tudi Tina Gaber snema svoje podcaste, mimogrede. Ne? Ja, in iz Gibanja Svoboda prihaja tudi Žiga Debeljak, ne, ki vodi SDH, ki mu do zdaj pravzaprav ni bilo mar za to podjetje. Mislim, da je bil bistveni problem tega podjetja nekih 85.000 evrov. Ne? To je manj, ne, morava biti tu zelo jasna, to je manj kot nova letna plača pomočnika Damirja Črnčeca na SDH-ju, tako da mislim, da se nimamo kaj resno pogovarjati o tem. To bi lahko bila celo bolj kot afera Luke Mesca, afera Svobode, ne? Sej morda so pa zato nekako nagradili Luko, ker se je vendarle malo izpostavil namesto njih.